naši družini nas je bilo 6 otrok in izgubili smo očeta, ki ima 38 let. In smo imeli zelo močno mamo, ki nas je lepo vzgojila v verskem. Ostali so šli vsak po svojem, se poročili, stala sem jaz z željo, da bom postala redovnica. Moje zdravje je bilo pa zelo šibko od rojstva do zmerja, tako da mama je rekla, da je imela največ težav z mano. Bila pa vesela, da bi bila redovnica. No, pa to nisem mogla uresničiti. Sem prosila, po 2 samostanih sem šla na razgovor. No, zmeraj je bilo zdravje odpadlo v tem smislu. No, potem sem pa po pomoči duhovniku in voditelju, da tudi v svetu lahko naredim dobro. No. Posvetila sem se zelo starejšim in bolnikom, posebno umirajočim. Sem veliko hodila okrog, mlada dekle in je bil to moj cilj. In zmeraj je bilo cilj Bogu. Zmeraj sem rekla, jaz sem tvoj Božji otrok, pa tudi Novčič, a ne. Zmeraj sem pravila, sem tvoj Novčič. Tudi če sem bila lahko dovolj-krat zelo razočarana, žalostna nad drugimi in nad samo sabo, ne. Zmeraj sem pa dobila pot k Bogu. Molitev je bila moje jedro celega življenja. Kar mi je bilo pa najbolj dragoceno, je bila Evharistija. Da sem živela zmeraj s sveto daritvijo. In zmeraj sem Boga prosila, ker nisem ostala redovnica, za sveto mašo. In do danes, pri mojih 85 letih, še zmeraj imam vsak dan sveto mašo. S tem živim in mislim, da sem v tem srečna. No. Se pripravljam, da bi bila večnost tista ljubezen, ki jo čutim danes do Boga, še bolj svetla.